Državni zbor je pravkar naredil pomemben korak temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna. Ni pa to bil še zadnji potrebni korak za to, da Slovenija dobi razvojno vlado, tako da nas čaka še nekaj dela in jaz upam, da se v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije. 3 kratka vprašanja. Gospod Janša, samo počakajte na mikrofon, lepo prosim. Kaj kolegica obrati? Kaj povedati o TV, glede na podpise pod našo kandidaturo in še dva poslanca narodnih skupnosti se vam je obetalo 50 glasov, dobili ste jih 51. Ali je tu morda kaj zadaj, seveda kakšen politični pristop, morda veste, kdo vam je dal še en dodaten glas iz odhajajoče koalicije? No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi. Še kdo? No, prvič, kot ste lahko opazili, pa kot smo razlagali tudi v tej dvorani, Slovenska demokratska stranka pač potem, ko smo dobili rezultate volitev, kakršni so bili, ni ovirala nikogar drugega, ne. Tudi drugi so poskušali sestaviti vladno koalicijo, večinsko koalicijo, to jim pač ni uspelo. Mi smo se tega lotili drugače, na programski osnovi, korak za korakom. In danes je narejen eden od pomembnih korakov na tej poti, naslednji pač je dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek. No, v bistvu sem razpravo komentiral že v zaključni besedi, lahko bi rekli nič novega, a ne. Tudi ne delamo nobenih končnih zaključkov na podlagi te razprave. Pravi test v zvezi s tem ali pa kar se tiče pričakovanj mandata, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve bo pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenije, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti. Mi bomo pač ravnali drugače, je pa seveda od njih odvisno, zdaj kakšna bo ta intonacija. Jaz upam, da bo drugačna, kot smo bili doslej navajeni z leve strani. Smo pa pripravljeni na vse. Četrtič ste postali mandatar, kakšen mandat napovedujete in ali boste kaj storili drugače, kot ste v prejšnjih 3 letih? Je še z kakšnega drugega medija kakšno vprašanje? Kaj mislite, kaj bom odgovoril? Ja, hvala lepa. Hvala lepa.